En lep dober večer vsem skupaj na današnji prireditvi v pogovoru. Vabilo za današnji večer, pa se meni zdi, da so tele naši trobivci zaigrali zadnjo kitico Prešernove Zdravljice. A se vam zdi, da bi bila mogoče? A pa tudi druga. Mislim, da 7 ni bila, po moje je bila ena od teh. Hvala za uvod, pa bomo še eno slišali. Še enkrat hvala. Jaz sem naredil na veliko napako, ker se prej nisem pozanimal, kako se tale skupina imenuje, pa bom hitro zdaj ustavil Robita, da bo povedal. Praktično ime še iščemo. Smo toliko sveži, da se še kadijo od teh fantov, tako da imena nimamo, to so mladi trobilci. Pač dobivamo, se igramo včasih pri maši, zdaj bomo začeli pa še malo bolj domoljubno igrati. Če bo pa kdo dobra ideja za ime, prosim. Osamosvojitev Slovenije je bila zelo zahtevna in resna zadeva. Akteri tega zgodovinskega dogajanja pa so med svojim delom doživeli marsikaj zanimivega ali celo komičnega. Nekaj takih dogodkov se bomo mogoče spomnili tudi danes skozi današnji pogovor. Pa bi prosil predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Lojzeta Peterleta, da se mi pridruži na odru. Mikrofon imamo samo en, pa se ga bo malo delila, da boste vi imeli več kot jaz. Odločitev za delo v politiki ni enostavno, ni tako, kot bi rekel, da gremo na 2 deci. Kakšen je bil odziv domačih, ko ste povedali, da se boste ukvarjali s politiko? Mislim, da je bila žena zelo vesela.
ženo lahko vprašate tukaj. Jaz se spomnim pogovora z mojo mamo, je rekla, veliko si upaš. Jaz sem se pol nekaj zgovarjal na Kristusa, ne? Pa je rekla, veš, on je bil Bog, ti pa nisi. Ne? Tega pogovora se spomnim, mamo menjam zato, ker je veliko doživela je po 3 vojske na dan v času vojne, tam na tistem hribu, kjer je bila doma. In ve, kaj je vojna in tudi ve, kaj je revolucija. Ne? Doma pri nas pa, jaz bi tako rekel, da take odločitve, kot je bila ta, da grem v politiko, jaz nisem nikoli sanjal, da bom kakšen predsednik vlade ali da bi to moral biti, je bilo pa več takih drugih. Ne? Naša stranka Krščanski demokrati je v javnem mnenju v tistih anketah je pisalo 0, a je bil prazen prostor, je bila pa črtica. Nam niso napovedovali niti 1%, pa smo potem zmagali znotraj Demosa, zato je tudi vodenje vlade pripadlo Krščanskim demokratom. Kot veste, sem jaz to celo ponudil Pučniku, ker sem mislil, da ve več o demokraciji, da ve več o tržni ekonomiji in da bi kot ateist sprožal manj alergij kot jaz kot kristjan. Ker treba se spomniti, da smo poslušali samo diskvalificiranje religije, krščanstva, cerkve, ne? In pol kar naenkrat pa dobi država predsednika vlade, ki je kristjan. No in pri nas doma je bilo tako, da sem lahko računal na, rekel, res polno podporo in sem včeraj eno od umetnih inteligenc vprašal, kdo je Branka Peterle, ne? Ker me zanima, kaj bi povedal, ne? In če različne vprašate, različne povedo, različne stvari, ampak ena ta umetna inteligenca, mislim, da Perplexity, pove, da smo imeli ponudbe iz drugih držav, da bi družino v času vojne preselili iz Slovenije in da je bila moja žena proti temu in da je rekla, da hoče ona biti ob Božu v tej situaciji, za kar sem mi seveda hvaležen, bi pa rekel, da tako odločitev se plača. Na način se plača, ampak mogoče bi plačali pa tudi, če bi bil ves čas doma. Ne? Jaz ne obžalujem, da sem to odločitev sprejel. Celo dejstvo, da me niso poznali, da nisem imel politične preteklosti, kamor kristjanov niso ravno vabili v tistih časih, ne, da mi je to prav prišlo. Mene so, bi rekel, podcenjevali. Cel Demos so podcenjevali in jaz sem poslal Petru Jambreku včeraj en zapis za katedralo. Namreč katedrala bo izdala zdaj en zbornik, ki bo podoben tistemu, kar je objavljala 57. številka, Slovenski nacionalni program, in tam noter bo 75 ljudi, 75 avtorjev povedalo, kaj mislijo o tem ali o preteklem času, in bo tam not kar nekaj zanimivega gradiva. Ne. In tam sem jaz poudaril neko razliko, o kateri v šoli pri nas mladina ne zve nič. Ne. Je velika razlika med revolucionarnim projektom partije in med osamosvojitvenim projektom Demosa. Pri nas mladina v šoli ne zve, zakaj smo se sploh osamosvojili. Nekaj slišijo o Miloševiću, če je sploh čas za to, drugače pa ne zvedo, kaj je bilo narobe. Ne?
In naša organizacija se bo trudila, da bodo ljudje razumeli, kakšna je razlika med revolucionarnim projektom partije in med Demosovim projektom osamosvojitve. Kdor je gledal pred kratkim dokumentarc o odhodu naših komunistov iz Beograda, je lahko tam videl, kako so komunisti razlagali, da je bilo pač Jugoslavije konc. Ampak kljub temu, da so tudi oni ugotovili, da je konc, so šli na prve demokratične volitve s temeljno listino, ki je zahtevala Slovenijo v Jugoslaviji. Pomladna stran pa je šla na te volitve s projektom samostojne slovenske države na podlagi Majniške deklaracije. Torej, oni so kljub vedenju, kako je z Jugoslavijo, so ustrajali v Jugoslaviji, mi smo hoteli pa samostojno Slovenijo. In ta projekt so ljudje podprli na prvih demokratičnih volitvah 8. aprila 1990. Če te potrditve, te zmage Demosa ne bi bilo, sem jaz prepričan, da ne bi bilo nobenega plebiscita 23. decembra. Na plebiscitu pa je prišlo do ponovne, večinske, zgodovinske potrditve državotvornega programa in takrat je bilo tudi nekaj enotnosti, ker smo se v državnem zboru 6. ali takrat še skupščini 6. decembra 1990 zmenili z vsemi parlamentarnimi strankami, kako bomo šli na volitve. Eni se čudijo, da je bilo to mogoče, so pa seveda tudi razlage, ki temeljijo na dejstvih. Javnomnenjske, ki so bile takrat narejene, so pokazale, da ljudje močno podpirajo pot v samostojnost. In zadrega partije je bila že v tem, da ni ona vodila tega projekta, torej to ni bil projekt partije. Mi smo se učili pol stoletja, da ima partija vedno, da je vodilna, da je avantgarda, da vidi in ve prav. Ampak to, se pravi, samostojnost ni bila zamisel partije. Zato, zdaj sem vam malo ušel od vprašanja že, ampak se človek takole spominja tega in onega in prideš pred vprašanje, kaj je od vsega povedati. In v tej zvezi bi še to povedal, da ko je prišel v Slovenijo italijanski levičarski politik Pier Fassino, so ga naši komunisti v Kučanovi družbi prosili, naj s pomočjo Rdeče internacionale poskrbi, da ne bodo šle zasluge za osamosvojitev preveč na desno. To je v knjigi napisal ta gospod in se da to prebrati, jaz se tega ne zmišljam. To je pač zadeva, ki stoji, ki velja. In bom še enkrat rekel, da je to razlikovanje med enim projektom, ki je bil usmerjen v pridobitev oblasti, in drugim, ki je bil usmerjen v samostojnost, da je tukaj velika razlika. In razlika je tudi v tem, glejte, mi smo šli v samostojnost na podlagi plebiscita. V Evropsko zvezo smo šli s plebiscitom, v NATO smo šli tudi s plebiscitom. Da gremo v Jugoslavijo leta 1945, ni bilo referenduma, da sprejmemo komunizem, ni bilo referenduma, da se grejo revolucijo, ni bilo referenduma. Tukaj je ta velika asimetrija, velika razlika, ki bi jo morali vsi poznati. In mislim, da je pomembno, da rekel, te stvari pojasnjujemo prav. Bi pa rad še k temu, čeprav zdaj ne gre toliko na vidik družine, še to povedal, da ko smo takrat krščanski demokrati, ki smo se začeli kot slovensko krščansko socialno gibanje 10. marca 1989, da ko smo hodili od kraja do kraja, je marsikje kdo rekel, poslušajte,
politika ni za kristjane, to je za une, ne, za druge. Ne. Celo nekdo je rekel nekaj drugega, je rekel, kaj bi se mi zdaj matrali, naj oni pospravijo, kar so narobe naredili, pol bomo pa mi. Ne. Torej, če bi mi na njih čakali, da bi kaj naredili, seveda se mi danes tukaj ne bi veliko pogovarjali. Torej, treba je bilo po pol stoletja slabe govorice o veri, je bilo treba pomagati ljudem do ene samozavesti. Ne. In, glejte, bom povedal še eno dejstvo, ki ga redko kdo poudarja, ampak slovenski kristjani so dali slovenski pomladi največ glasov. Krščanski demokrati pa so dali skupaj z Omanovo kmečko zvezo Demosu minimalno absolutno večino. Ne? In kljub temu, da je nekaj strank nastalo prej, kot je nastala SKD, je SKD zmagala te volitve. In marsikdo se še danes sprašuje, kako to, da iz nule potem zmagajo krščanski demokrati. Moja razlaga je taka, da pač, ko so bili ljudje na varnem oziroma na skritem, ko jih ni noben gledal v volilni kabini, so pa obkrožili tisto, kar so mislili, da je prav. Ne? Torej, mene rezultat krščanskih demokratov takrat ni presenetil. Na prvo vprašanje ste mi odgovorili že na drugega in na tretjega. Po drugo vprašanje sem imel v mislih, ste tudi omenili že, da se je osamosvojitev začela z odhodom jokujočih komunistov iz Beograda. To ste mi že skoraj odgovorili. Pa tretje vprašanje sem pa imel, ali ste bili presenečeni, ko so krščanski demokrati zmagali na volitvah? Pojmo še malo v Beograd. Kdo bi tega filma, tega dokumentarca pogledal, si splačal vzeti tistih 50 minut ali koliko je. Ne? Ker na koncu Ribičič pove tudi nekaj zanimivega. Ne? Oni so imeli geslo na prvih volitvah Evropa zdaj. Ne? Oni bi iz Beograda direktno v Evropo preskočili. Ne? Mi smo imeli pa, naše geslo bilo pa Slovenija zdaj. Ne? In če ne bi bilo Slovenija zdaj, tudi Evrope ne bi bilo malo kasneje. In Ribičič Ciril je v zaključni izjavi rekel, je pojasnil to tako, da oni so imeli to geslo tudi zato, ker so se bali, da bi konzervativne sile v Sloveniji želele narediti podalpsko deželico. To sem že pozabil, ko je natančno rekel, ampak on je s to izjavo pokazal, kako na živce jim je šla takvana desna stran. Desno v Sloveniji še zmeraj pomeni zmerljivko pravzaprav. Ne? Pri nas niti treba reči skrajna desnica, je že dosti reči desnica, pa to deluje. Ne? Pri nas te oznake levo, desno ne delujejo dobro, tudi ne konzervativno. Ne? Imajo kapital konzervativne stranke, krščanski demokrati nismo imeli nobenega kapitala, pa tudi nobenega medija, pa smo vsem takrat zmagali. Ne? Tako da zmagati seveda pomeni imeti veliko odgovornost in bi rad povedal nekaj, kar tudi ni na široko znano. Krščanski demokrati smo s pomočjo zgodovinske ljudske stranke prišli prvi v neko politično internacionalo. In jaz se čutim počaščenega, ker vidim tukaj
hčerko zadnjega načelnika Slovenske ljudske stranke, gospoda Marka Kremžarja, njegovo hčerko, posluš pokažite, da te vidi, ja, ki se zdaj piše Jerman, ne? To ime tudi poznate, ker ne živijo daleč od vas. Ne? Skratka, ta stranka, to tudi kome ga kdo ve v Sloveniji, je živela, je bila članica Evropske zveze, oziroma Srednje Evropske zveze krščanskih demokratov. In ta zveza je bila ustanovljena v New Yorku 1950 in je potem postala članica Evropske zveze krščanskih demokratov. In midva sva bila z Omanom na Madžarskem, mislim, da aprila 90, ali kdaj že to bilo, no, že prej. In smo mi, torej tam je bil tudi zastopnik, gospod Marjan Struna, je bil zastopnik te stranke in je zelo podprl to, da smo mi postali polnopravni člani te organizacije. In zdaj ne gre samo za članstvo. Veste, jaz sem bil potem predsednik vlade nepriznane države. Jaz nisem mogel imeti uradnih obiskov v Italiji, v Nemčiji ali kjerkoli. Če pa sem se udeleževal srečanj, vrhov, konferenc, teh internacionale, Evropske zveze krščanskih demokratov, Evropske demokratične unije, Demokrščanske internacionale, sem pa lahko sedel s Kohlom, Andreottijem, Chiracom in podobnimi ljudmi na isti ravni za isto mizo. Ne? In skozi to smo lahko mi takrat, kot edina stranka, ki je imela to priliko, delali, bomo rekli, danes propagando za Slovenijo. Ne? Jaz se spomnim, ko je Helmut Kohl, ko smo bili 1. julija 1990 v Budimpešti na srečanju Demokrščanske internacionale, je sam prosil, da se pogovoriva na 4 oči, ker smo tam imeli kosilo predsednikov vlad krščanskih demokratov, in je rekel takrat, kar je bilo zame opogumljajoče, je rekel, jaz razumem vaše politične cilje. Je rekel, če smo Nemci uporabili pravico do samoodločbe, je ne moremo odrekati vam. Je rekel, me pa zanima, kako se lahko izognemo eksploziji soda smodnika na Balkanu. Jaz sem seveda rekel, tako kot vedno poslej, da naša želja, da imamo enake pogoje kot drugi svobodni narodi v Evropi, da to ni grožnja nobenemu drugemu. Ne? In tako smo potem Chiraca prepričali in še koga drugega. In ta desna, demokrščanska, konzervativna stran je prva odprto podprla našo pravico do samoodločbe. Levica je prišla do tega precej kasneje, ne? Evropska levica. Ne? Tako da to, kar je takrat Kohl rekel, da razume, ne? Torej me ne čudi, da leto pozneje, 14. avgusta, ko so se dobila na njegovem vikendu v Avstriji ob Mozartsee, blizu Salzburga, ko smo se pogovarjali o mednarodnem priznanju, vojna je bila že mimo, vojska pa še ni odšla iz Slovenije, je rekel, priznanje Slovenije ni več problem, vi izpolnjujete pogoje. Je rekel, sam ne bodite neučakani, je rekel, mi moramo najti rešitve tudi za druge, na območju bivše Jugoslavije. Ne? In čez 5 mesecev je bilo tako, kot so se vidva takrat pogovarjala. Vam povem še eno zanimivost, ker se ne vidimo vsak dan. Jaz sem takrat rekel, da bi šla se od države do države, kakšne so razmere za priznanje. Jaz sem rekel, mi bi si želeli, da bi Češko-Slovaška zaradi naših zgodovinskih povezav s Čehi, še posebej, ne, da bi nas ta prva priznala med slovanskimi državami. Ne. Je rekel, vas ne bo, ker imate tam premalo prijateljev. Je rekel, vas bo priznala ena druga država. Vas opozarjam, da je bilo to sredi avgusta.
En mesec potem, ko smo mi ustavili po dogovoru na Brionih osamosvajanje za 3 mesece in ko so Amerikanci še upali, da se da Jugoslavijo ohraniti pri življenju. Kohl jim je pa močno pomagal razumeti, da je ta misel neutemeljena. In rekel, vas bo priznala ena druga država. A veste, kjer je bila to? Ukrajina. Ta je pa res malo večja država, ne? Ampak mi nismo z Ukrajinci imeli nikoli nobenih posebnih povezav, vedeli smo za Tarasa Bulbo, ne? Kaj več pa ne. In ko sem videl potem na uradnem obisku, torej priznali so nas, mislim, da 6. decembra, med prvimi, mislim, da je bila 6. država po vrsti. In jaz sem potem se seveda močno zahvalil zunanjemu ministru Zlenku za to posebno gesto. Sem rekel, a mi lahko razložite, kaj je bil razlog za to, da ste nas tako hitro priznali? Je rekel, Helmut Kohl nam je telefoniral. On je bil znan po telefonski diplomaciji, ampak to pomeni, da me je izredno veljavo, da ga je kdo tudi poslušal, če mu je telefoniral. Ne? To so bile take, rekel, posebne zadeve. Jaz to omenjam tudi zato, ker levi del Slovenije forsira Genšerja kot tistega, ki naj bi močno prispeval k mednarodnemu priznanju. Genšer je bilo treba dolgo prepričevati v to, ampak Genšer je bil minister v Kohlovi vladi. Ne? Smer in tempo je določal Kohl, Genšer je moral pa kaj narediti kot minister. Ne? Tako da meni so zadeve čisto jasne. Povem pa še to, tega nisem tukaj razlagal. Helmut Kohl je imenoval Hansa Petra Repnika, priimek se sliši zelo slovenski tudi je, za njegovega posebnega pooblaščenca za Slovenijo. Jaz nisem mogel Kohla klicati vsak dan, sem pa lahko tega pooblaščenca dobil kadarkoli. On je spremljal tudi delo vlade. Njegov oče je bil Korošec in je bil mobiliziran v nemško vojsko. Se je zaljubil potem na Baden-Württemberškem in tam ostal, imel 3 sinove. 2 sta končala v politiki in ta Hans Peter Repnik je bil tudi direktor poslanske skupine CDU, CSU. Skratka, mož, ki je imel odnos do nas, ki nas je razumel in ki je poskrbel, da je imel Kohl vedno natančne in sprotne informacije in je pomagal tudi k temu, da je dala Kohlova vlada 10 milijonov nemških mark takrat za pomoč tistim, ki bi se vračali v Slovenijo in odpirali tukaj posle. Ne? Torej, takrat so ljudje prihajali domov, zdaj nam pa odhajajo v tujino spet. Ne? Zdaj sem spet, pojmo še malo nazaj v Beograd. Je tako lepa tema Beograd. Jaz se pravim, večkrat to rečem, ker so me sprašvali, kaj mislimo o odhodu. Jaz kar naprej pravim, kam pa naj bi šli, če ne v Ljubljano. Ne? Plus tega je takrat delovalo še to, kar se je zgodilo s Ceausescom. Veste, da ga je ljudstvo mu je pomagalo na drug svet in takrat je bilo vse skupaj, bi rekel, malce napeto. Ne? Ljudska volja je bila znana. Ne? Tudi predno je bil referendum, ne? In tukaj zaslugi smo vendar, bi rekel, doživeli neke čase enotnosti, ampak tudi po plebiscitu je bilo veliko nagajanja. Jaz kot predsednik vlade bi rekel, da enotnosti, o kateri se je kasneje govorilo, ni bilo toliko, je bilo v nekaterih kritičnih trenutkih. Glejte, mi smo imeli veliko stavko delavcev v industriji sredi junija. Imeli smo prizadevanje, da se spravi dol generalnega državnega tožilca Toneta Drobniča. Imeli smo tisto deklaracijo mirovno, ki je zahtevala
Slovenijo brez orožja. Mi smo orožje želeli, oni bi ga pa dali, pa bi vzeli, da ga itak že armada na dan izvolitev moje vlade. Tako da ta odhod iz Beograda bo mogoče še deležen kakšnih komentarjev. Marsikdo ga je takrat vzel za pozitivne stvari, no objektivno je bilo to pozitivno. Ne? Je bilo pametno odigrano, ampak kot sem prej rekel, kljub temu je partija še naprej stavila na Jugoslavijo. Ne? To je treba vedeti. Vojna za Slovenijo se je začela junija 1991, končala oktobra 1991. Ampak to ni bilo skoraj, mislim, ne bilo 70 dnevno, ampak je bilo trajalo 2 časa. Po podpisu Brionske deklaracije se je jugoslovanski vrh odločil, da JLA umakne iz Slovenije. Zakaj se je to zgodilo? Dejansko je bila takrat armada v Sloveniji tako poražena, da ni mogla nadaljevati svojih aktivnosti. Da je bil to glavni vzrok, da so se umaknili. Jaz mislim, da je bil glavni vzrok v tem, da smo mi pokazali odpor. Da smo bili mi v tistem kritičnem trenutku pripravljeni. Zame in za mojo vlado se je vojna začela 16. maja, ko so nam pobrali večino orožja, ki smo ga potem tudi večinoma dobili nazaj, ko smo zajeli skladišče v Borovnici. Tja so večino orožja spravili. In takrat smo tudi več ali manj izenačili v oborožitvi jugoslovansko armado. To je bil zelo pomemben dosežek takrat. Glejte, jaz mislim, da je tukaj več elementov. Eno je presenečenje, tudi v Ljubljani je bilo precej presenečenja. Jaz poznam stavek nekoga, ki je takrat, ko je bil Markovič v Ljubljani in še pridobival, skušal prepričevati ljudi, da bi podprli Beograd, je padel stavek, samo malo počakamo, da bo zaropotal, pa bomo videli. Pa je zaropotal, pa so videli. Hvala Bogu. Torej, jaz bi rekel, da smo bili mi takrat sami, ne samo, da ni bilo na trgu republike, takrat nobenih predsednikov vlad, predsednikov držav, veleposlanikov, par prijateljev iz Avstrije, vključno z avstrijskim dunajskim županom, par prijateljev iz Italije, kar nekaj Slovencev iz sveta, ampak drugače smo pa mi takrat sami stali, svet je čakal, kaj se bo zgodilo. Predsednik Kučan je pa rekel, danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan. On ni rekel, jutri bomo samostojni, jutri bomo svobodni. Kar se mene tiče, ga slišim in berem malo drugače kot večina ljudi. On je v bistvu rekel, jutri bo pa padlo. In je padlo. Ampak presenečenje je bilo veliko. In glejte, mi bi lahko imeli nekaj tisoč žrtev. Prvi dan, ko smo blokirali tankovske, kot stotine tankov na raznih koncih, bi jih lahko z armbrusti enega za drugim popokali, če bi bila naša ideja, da pokažemo silo. Jaz mislim, da smo lahko ponosni na to, da je padlo v vojni za Slovenijo, v tem bojnem delu relativno malo ljudi. In rekli smo, silo bomo pokazali, kolikor je treba. Drugo bomo skušali doseči s političnimi in diplomatskimi sredstvi.
Treba je upoštevati tudi to, da v tej večnacionalni vojski se da predstavljati, da so slej ko prej izvedeli tisti, ki so jih poslali v tanke, da ne gre za spopad z napadalcem tanke, jaz sem z njimi govoril v kliničnem centru, ampak so videli, za kakšen spopad gre in kakšen interes bi imel Hrvat, Makedonc, Bosanc, Kosovar, lahko gremo naprej, da se tepe Slovenci, če je komanda in veste, kaj vse se dogajalo, ne? Tudi iz zraka. In seveda mednarodni pritisk je bil tudi nekaj. Povem še eno, to ni glih anekdota, ampak je ena zgodba, ki govori, kako so razumeli to situacijo. Ko so se pogovarjala George Bush, ameriški predsednik, in Gorbačov z Moskve, je rekel Gorbačov, če dobijo Slovenci, ni dobro za nas, je rekel, če dobi jugoslovanska vojska, pa tudi ne. No, tak zanimiv stav. In glejte, ste tudi tukaj blizu vas, mislim, da smo imeli kakšne zajete ljudi. Mi smo imeli več tisoč zajetih vojakov in jaz mislim, da je armada kmalu ugotovila, da pri nas samo zgublja. In tudi interes do Slovenije je bil drugačen, kot je bil interes napadalca na Hrvaškem ali v Bosni ali kje drugje. Tako da ta vojna situacija je rekel, nekaj posebnega in mene čudi, meni čudilo, ko mi je Tone Krkovič, ki je bil začetnik postavljanja Slovenske vojske, kako so ga spraševali po teh vojaških šolah po svetu, jih je zanimalo, kako smo mi to naredili. In jaz še, ko zdaj kam pridem po svetu na kakšne obletnice, še zmeraj koga zanima, kako nam je to uspelo, ker realisti so rekli, da ni mogoče, da imamo na delu četrto najmočnejšo armado v Evropi in tako naprej. Seveda ni bilo težko razložiti, kako je to mogoče. Tisti sporazum na Brionih je nekaj posebenega, je dobro kakšno besedo o tem povedati, ker mi smo takrat prvič na mednarodnem odru nastopali kot država. Tam je bila Evropska trojka in vodil jo je komisar Van den Broek, krščanski demokrat. In pogajanja so bila zelo trda, ampak gospod Van den Broek je držal besedo, ker Beograd je hotel spremeniti določene zadeve. On je rekel, take it or leave it, vzemi ali pusti, je rekel, spremenili ne bomo ničesar. In dejansko niso. In tisti odlok ali prekinitev osamosvajanja za 3 mesece ni bila pravzaprav nobena izguba časa. Razumem pa, da so bili takrat zlasti v obrambnih vrstah na začetku precej nesrečni, ker mi smo se zmenili, da damo potem kasarne nazaj in tako naprej. En del tega sporazuma ni izgledal prav prijetno in smo imeli o tem zanimivo debato v takratni skupščini, ampak ta dogovor se je izkazal za ta pravega, za koristnega in nas je uveljavil kot subjekt in nam je v bistvu pomagal naprej potem tudi do mednarodnega priznanja. Zdaj, anekdotičen je sveda odhod jugoslovanske armade iz Slovenije, ampak pustimo, kako je izgledalo, kako so vkrcavali zadnje stojenke na ladjo v Kopru.
na koncu bi lahko rekli po srbsko, hvala Bogu, otišli smo. In s tem, ko se je ta vojska odšla, ko smo imeli res popolnoma čisto situacijo za mednarodno priznanje, na naših tleh ni bilo več tujega vojaka. Torej, jaz večkrat rad ob tem spominjanju rečem, da sem vesel, da smo prestali to vajo, ta izpit na tak način. Tudi Ivan Oman je v enem intervjuju rekel, da smo ravnali trezno, ker situacija je bila tako napeta v nekih trenutkih. Vemo, da so bile tudi lokacije pripravljene, seznami so bili pripravljeni. Mogoče vam je kdaj tukaj že Janša ali Kacin povedal, da so šli v Moskvo vprašati, ali naj uredijo Slovenijo ali ne. Pa je imela takrat Moskva sama s sabo dosti problemov in tam niso dobili take podpore, take potrditve, kot so želeli. In je potem ta obračun izostal. Je vprašanje, če bi se zgodil lahko tako, kot so si želeli, ampak pustimo, kaj bi, če bi. Ne. Je pa, ko gledam tole nazaj, ker me večkrat vprašajo, če nas je bilo kaj strah, in jaz nimam sebe za zelo pogumnega človeka, ampak jaz bi rekel, da za strah preprosto, ne vem, ni bilo časa. Mi smo se odločili 28. aprila na Brdu, ko je bil vsak predsednik Demosove stranke vprašan, a si pripravljen, da gremo do konca. In nas je 6 reklo, gremo do konca. In smo se tega držali. Ne. Gotovo smo tvegali. Še enkrat bi rekel, nismo imeli takrat nobene mednarodne podpore, ampak smo zvozili. Jaz tudi pravim, da nas je Bog skozi ta velik okno pogledal. Jaz vem, kdaj smo kaj imeli, česa nismo imeli, kdaj smo kaj dobili in tako naprej. Se spomnim tudi, kako smo bili tam na Počku veseli, ko smo zadeli prvo raketo. Ne. Da smo videli, da stvar deluje. Ne. Skratka, je bila vojna, ni trajala samo 10 dni, bili smo pripravljeni in jaz pravim, da hvala Bogu, da so nas podcenjevali. Če nas ne bi podcenjevali, bi nas mogoče drugače obravnavali. Ne. Tako da jaz sem hvaležen vsakmu, tudi če je samo na plebiscitu obkrožil za Slovenijo. Ne. To je bilo eno podjetje brez primere in dosežek brez primere. Kaj se je pa pol dogajalo, je pa seveda debata za naslednji večer, čeprav lahko tudi on še kaj k temu rečemo. Ampak zdaj sem se spomnil, ker nimate še imena za muzikante. Ne. V rezervi bi rekel, bi bilo lahko tudi 2 deci. V zadnjem času se precej govori tudi napoveduje se referendum o kako bi rekel, dodatkih pokojninam za posebne dosežke. Pa vi kot akter tega, kot predsednik vlade, kako boste pa vi koliko pokojnine dobite za posebne dosežke? Ker tu pa je bil to prvi posebni dosežek. Pa se bi šel lahko naši kulturniki najdi v tem. Ja, ne vem, mislim, da nismo skrbeli za kakšne posebne dosežke, vsaj zase ne vem, da bi imel kakšne priznavalnine ali kaj takega, ne. Jaz mislim, da ima, pa ne iz tega naslova, mislim, da ima samo Kučan posebno pokojnino, ne.
se spomnimo tega znamenitega glasovanja. Drugač pa, se pravi, veterani, imajo kakšne ugodnosti, ampak drugač pa mi na tak način, nismo nagrajevali, ne. In v tej sferi se dogajajo zadeve. Jaz sem prvič zdaj prebral tudi, da obstaja pravica do dedovanja, ne. Da gre lahko to kar naprej. In tudi borcev menda ni število še nič manjše, ne, tako da, glejte, oni so si to dobro zaračunali, bi rekel. Mi v tem nismo tekmovali, ne. In jaz sem vesel vsakega prispevka, jaz nisem nikoli računal, da bom zato od tega nekaj posebnega imel, ne. In tudi mislim, da velika večina tistih, ki so šli v to, niso mislili na tak način, ne. Se pa dogajajo stvari, ki jih je težko razumeti, ne, da ljudje, ki so, bi rekel, kakšne posebne naloge opravljali, v prid osamosvojitvi, bi rekel, nimajo statusa, ne, da je to postalo nekako zbirokratizirano, in da mislim, da so še ljudje, ki bi bili vredni kakšnega priznanja, pa nimajo kakšnega statusa. Meni je žal za vsakega, bi rekel, za vsakega takega, ne. Ja sem približno odgovoril. Ne vem, en kulturni izdelek več vreden kot država, no, recimo. Koliko imamo še časa, bo še kakšno vprašanje iz dvorane mogoče? Jaz bi pa mogoče vprašala, ko smo že pri denarju. Vlada v nastajanju prav gotovo ni dobila kakšnega posebnega denarja iz Beograda. Kako ste z te strani vodili vlado in kakšne težave ste imeli verjetno? Ja, hvala za to vprašanje. Je pa ena posebna zgodba povezana s Beogradom na to temo, ne. Mi smo se odločili, da bomo podprli oživitev Slovenca, ne, dnevnika Slovenc. Jo poznamo iz ene druge dobe, je bil včasih glavni časopis v Sloveniji. In ko smo na seji vlade o tem razpravljali, je rekel minister za finance Šešok, je rekel, gospodje, jaz sem vse razporedil, mi se osamosvajamo, jaz nimam denarja, da bi ga kar takole delil, je rekel, 30 milijonov nimam od kje vzeti, ne. Imamo vse razporejeno, ne. In pa smo se gledali, od kje bomo ta denar dobili, in pol je minister za borce, Franc Godeša, je prosil za besedo, on je tako bolj po grosupeljsko govoril, ne. Pa je rekel, gospod predsednik, je rekel, jaz sem za ta mesec že vse borcem izplačal, kar je bilo treba. Je rekel, sem pa en poseben denar iz Beograda dobil, ne. Je rekel, ga zdajle ne rabim. Je rekel, jaz bi pa to lahko Slovencu posodil. Tako da Slovenca smo začeli izdajati z borčevskim denarjem. In to direkt iz Beograda, ne. Ejte, to so take malo bolj prisrčne zgodbe iz tistega časa. In bi se dali še kakšno najti, ampak ta mi posebej pri srcu, ne. In pa vam lahko tudi še to povem, zakaj smo imeli mi tega ministra za borce. Mi smo imeli, recimo tudi pri krščanskih demokratih, smo imeli ne samo dva, ampak dva bo omenil, dva bivša partizana, Viktorja Blažiča in Miklavčiča Franceta, ne.
med Demosovimi strankami ni bilo nobenega interesa, da bi bil kdo minister za borce. Tam je itak vse tekli. Seznami so bili, zneski so bili postavljeni, to je teklo, bi se reklo, ne? Ampak mi, če bi šli spreminjati zakon o vladi, bi se zataknilo že tam, recimo, da bi hoteli ukiniti ministrstvo za borce. Mi bi imeli državljansko vojno. Grem stav, da bi bila veselica velika, ne? In bi bivši komunisti, ne glede na to, v kateri stranki so potem bili, bi lahko izkoristili poslovniško možnost, kot so jo pri zakonu o privatizaciji, in bi blokirali proces zakonodajni. Ne? Ker ko smo mi takrat pripravili zakon o lastninjenju, je prepričal France Bučar, to boste težko razumeli, ampak tako je bilo, tako je popisano, šefa zbora Združenega dela, da o tem niso odločali. In ker niso odločali, jih nismo mogli preglasovati, ker njihove odločitve ni bilo. Drugače smo imeli tako ene skupne seje 3 zborov, in če v enem zboru naš predlog ni šel skozi, in to je bilo praviloma v zboru Združenega dela, smo jih na skupni seji preglasovali. Ne? In ker oni niso glasovali, nismo imeli kaj preglasovati, tako bi bilo tudi z zakonom o vladi. Ne? Jaz sem takrat vodil vlado 27 ljudi, to je bil mali parlament, bi rekel. Malo kje na svetu imate vlado 27 ljudmi. Ne? Ampak, če bi šli v to, bi se zablokirali preprosto. Ne? In jaz čas je začel iztekati, ne? In ker v Demosu ni bilo kandidata za ministra za borce, sem jaz poklical, ne se čuditi, predsednika borčevske organizacije. Ko imate vi kakšen predlog za ministra za borce, ko se je že pisal, sem že pozabil, en mož. Godeša, ampak ne, predsednik borčevske organizacije je bil. Kako? Dolničar, točno, Dolničar. Poznate zgodbo s bratom in tako naprej. No in mi je svetoval čez en dan Godešo, ki je delal v Kučanovem kabinetu. Je bil pa pravnik. In ker ni bilo drugih imen, sva se zmenila in vam povem, da je bil zelo dober minister. On je imel dosti časa tudi, da je vse zadeve natančno bral in jih je kot pravnik natančno bral. In je večkrat na seji vlade rekel, jaz sem tule natančno prebral, je rekel, ampak ta člen pa un člen, je rekel, pa bi kazal še enkrat prebrati, ker da ne bomo imeli težav. Nas je parkrat rešil, ker je, glejte, mi smo imeli na vsaki seji vlade, smo imeli nove zakone, mi smo imeli včasih čez 50 točk dnevnega reda, mi smo bili mašina, rekel, ki se je stalno vrtela. Ne? In pol na koncu, ko so mene pa prijatelji podirali, je bil pa ta prvi, ki se je podpisal pod solidarnostno izjavo. Minister za borce je ta prvi. Ne? In pol, ko smo propadli, ne? Oziroma nehali z delom, je prišel k meni, pa je rekel predsednika, a bi imel zame kakšno službo? Jaz sem rekel, jaz zdaj ne morem nič deliti, rekel, kar smo vsi skupaj služba. Se rekel, mogoče vam pa tam lahko pomagajo, kjer ste prej delali. Ja, je rekel, sem bil pri Kučanu, pa je rekel, ti se kar s Peterletom zmeni, ti si njega podpiral. To so take luštne zadeve. Gospod je še živ, mi se tudi enkrat na let dobimo, pa se kaj pogovorimo. Glejte, bi vam lahko še marsikaj, bi rekel, tazgale povedal.
da se vam spet nekam drugam šel, ampak veste, zdaj, ko me cukajo z več koncev, naj pišem spomine, pa tako naprej, pregledujemo vse zadeve za nazaj in je toliko stvari zapovedati, da bo to težko na papir spraviti. Še kdo kaj? Spoštovani gospod Lojze Peterle, v začetku svojega izvajanja ste omenil, da je v času Slovenije nemški negator Helmut Kohl takrat pomagal finančno in propagandno. In preprosto ne razumem današnje nemške politike, ki traja že mogoče zadnjih 10 let, da ne morajo razumeti stanja v Sloveniji. Pa ne gre to za kanclerja, današnjega kanclerja Scholza ali pa za predsednico Evropskega parlamenta Ursula von der Leyen, recimo, da so uspeli takrat delati pritiske v času prejšnje Janševe vlade na medije, tistih par medijev, ki smo jih imeli. Danes, ko se pa res dela masakr, na tem področju je pa tišina. Če lahko malo, bi rekel, to malo obrazložite, prosim. Jaz mislim, da je Nemcem že to, kar se jim doma dogaja, težko razumeti. Kaj šele, da bi se ukvarjali s Slovenijo? Mi smo bili takrat v žarišču. V svet je čakal, kaj se bo zgodilo v Jugoslaviji, in mi smo bili prvi, ki smo vojno doživeli. Marsikomu smo bili pa da simpatični in ko smo svet postavili pred dejstvo in proglasili državo, je bilo to treba vzeti na znanje in takrat smo z Nemčijo res lepo sodelovali. Ampak vlade, ki so sledile, so pozabile na Nemčijo, so pozabile na Janeza Pavla II. In še na kakšnega zaveznika. Tle smo precej nihali. Jaz bi odgovoril vam malce širše, oziroma tako bom rekel. Gospa Merklova, ki je uživala veliko zaupanje, veliko let, je malce pozabila na identiteto svoje stranke. In zdaj Merc skuša to dvigati. Bomo videli, kaj bodo volitve pokazale. Zanimivo je to, da Trumpova linija podpira AfD, ki ga poznamo, oziroma vemo v osnovi, za kaj gre. Ampak jaz vidim to še v eni drugi luči. Mi imamo prvič v Evropi hkrati šibko Nemčijo in šibko Francijo. Poglejte, kaj se godi Macronu. In to za Evropo ni dobro. In zdajle smo na povsem drugačni poziciji z Ameriko glede Ukrajine. Jaz bi rekel, da imamo šibek Bruselj, šibke inštitucije tam, zlasti komisijo. In volitve v Nemčiji bodo gotovo šle bolj v desno. Socialisti se niso obnesli. Je pa vprašanje, s kom bo moral iti Merc v koalicijo. Je pa Merklova zelo nastopila proti temu, da je pri nekaterih zadevah Merc sodeloval z alternativo za Nemčijo. Jaz mislim, da bo šla Evropa še naprej v desno, pa ni nujno, da desno vidimo tako, kot vidijo naši levičarji. Ni vsa desnica skrajna, ni vsa desnica protievropska in tukaj je do nekih popravkov, bi rekel, že prišlo. Se spomnite, kako so Melonijevo zmerjali za postfašistično in tako naprej. Danes izpade Melonijeva kot ena redkih evropskih voditeljstv, zelo z jasnimi pozicijami. In mi bomo zdaj, jaz sem bil v Ameriki prejšnji teden, jaz sem videl, da je tam, bi rekel, stroj začel delati. In tukaj bo
imela Evropska zveza, po mojem, kar nekaj težav s prilagoditvijo. Ne. Vi ste lahko brali ta teden, koliko tisoč novinarjev je Amerika podpirala, da so širili te pač moderne ideologije. Ne. To se je zdaj ustavilo. Ne. In Trump je rekel, pri nas bomo poznali žensko pa moškega, pa nič dosti več. Ne. Zdaj ne govorim, eno je spoštovanje različnosti, ne. Drugo je pa seveda ideologija, ki je usmerjena v to, da pač identiteto nekako razkroji, ne samo na spolnem področju. Ne. In jaz se večkrat spomnim Borisa Pahorja, katerega Zaliv smo nekoč z veseljem prebirali, ne, je enkrat napisal v Zalivu, ker je veliko pisal o narodni zavesti, je rekel, dokler je za Kitajce, ki jih je milijardo pa pol, zanimiva njihova identiteta oziroma hočejo biti Kitajci, je rekel, bom tudi jaz še hotel biti Slovenc. Ne. To je en tak odgovor na to, kaj pa globalizacija, pa tako naprej. Ne. No, zdaj pa to je spet, bi rekel, druga tema. Glejte, mi smo bili nekoč veliko bolj zanimivi, tudi za Kitajce. Jaz sem imel, to je bilo edinstveno v zgodovini Kitajske, da je imel en zunanji minister pri njih 2 uradna obiska v enem letu. In jaz sem zunanjega ministra vprašal, kako to, ker je to bilo zunaj protokola. Je rekel, vi ste za nas najbolj zanimiva nekdanja komunistična država. Je rekel, mi vas študiramo kot en laboratorij, ker nas zanima, zanimiv, kaj je rekel. Je rekel, nas zanima, kako se iz komunizma spraviti v demokracijo. Ne? Tako je on rekel, ne, pa vemo sveda, kaj je potem bilo, oziroma kako na Kitajskem je. Ne? Zdaj smo pa mi ne samo, da padamo v uspešnosti po raznih kriterijih, ne? In nas prehitevajo države, ki so bile daleč za nami, recimo baltske države, ne? Nas je prehitela tudi kakšna druga. Ne? Naš problem je, da mi sami sebe ustavljamo. Ne? Sem prej omenil, da odhajajo ljudje. Veste, zdaj dela dovolj. Včasih so hodili v Ameriko, ker ni bilo dela tle, ali pa ker je bilo treba tam malo zaslužiti, pa potem doma hišo narediti. Ne? Danes lahko vsak službo v Sloveniji dobi, ljudje danes odhajajo tudi zato, ker jim stanje duha ni všeč. Ker jim ta napetost, ta polarizacija, ki jo pospešuje sedanja oblast, ki nas vabi na čebine, ne? Torej ljudje te napetosti, tega vračanja koncepta našega, ne? Če boš naš, ti bo v redu, če pa ne boš, bo pa malo drugače. Skratka, ljudje tega ne marajo, ne? In nam se vrača koncept sovražnika, ne? Ki smo ga doživljali 45 let, po tem konceptu, ki ga je komunizem zelo uspešno uveljavil, narediš boljšo družbo tako, da odstraniš, izločiš, marginaliziraš ali likvidiraš tistega, ki misli drugače. Torej, v tem smislu se mi vračamo nazaj in jaz sem mislil, da smo se 25.6.91 od tega za vekomaj poslovili, ampak potem, kar gledam, bi rekel, da se motim. Zdaj, jaz vsaki vladi želim, da v dobro države nekaj naredi. Bil sem v 3 vladah, za to vlado pa si upam trditi, torej lahko rečem, da jim ne gre. In če vladi ne gre, tudi državi ne gre najboljš. Ne? Pa ne mislim zdaj samo na davke, čakalne vrste, lahko bi zdaj do polnoči naštevali, kaj ne gre. Ne? In ravno zato, zdaj, ker ste vi tukaj
se pohecali z 2 deci, bi vam rad, če dovolite, čeprav nisem bil vprašan, razložil še malo to, kaj pomeni 2 deci. Jaz sem doma z Dolenjskega, kjer imamo pijačo, ki razvedri človeka, že preden jo popiješ. Vidite, cvička nisem niti omenil, pa vam gre že na smeh. Če cviček omeniš, torej že govorica o cvičku te razvedri, kaj šele, če ga popiješ. Ne? In jaz sem enkrat pri Rozviti Peskovi na Odmevih lani za državni praznik, dan samostojnosti, rekel, da bi raj videl, kot da smo tako polarizirani, da bili sposobni iti na 2 deci. Ne? Ker 2 deci pomeni, na 2 deci greš s prijateljem ali z nekom, ki ga vsaj toliko spoštuješ, da dvigneš kozarc. Ne? Ti ne moreš iti na 2 deci s sovražnikom, ne? Ali z nekom, ki mu slabo želiš. Ne? In vam povem, da je cela Slovenija to razumela in mene ljudje sprašujejo, kje se lahko vpišejo v stranko, ne? Ker mislijo, da stranko delo. In eni so se res ustrašili. Ne? Grem pa stav, da če bi jo naredil, mi 10% ne uide. Ne? Ker imajo ljudje tega rukanja, oprostite, bom rekel zelo po domače, imajo dosti in meni se je javilo kar nekaj ljudi, celo takih, ki jih včasih na televiziji vidite, pravijo, to je pa fajn, to pa podpiramo. Ne? Namreč v demokraciji seveda so zmeraj eni gor, pa drugi, pa tako naprej. Ne? Ampak ena zdrava, modra nacija ima zmeraj tudi nekaj, kar gre čez razlike, čez polarizacijo, čez zamere, nekaj od česa ali s čimer lahko vsi skupaj živimo. Ne? In ker mene ljudje sprašujejo, kako bomo zdaj to naredili, spravim, stranke ne bo, tudi kluba ne bo, tudi društva ne bo, članarine ne bo, predsednika ne bo, tajnika ne bo. Naš predsednik bo Prešeren in kdor se podpiše pod Zdravljico, bo tam našel vse, kar rabi. Prijatelje obrodile, mladenke mladenči, edino sreča sprava, na koncu prijatelji še zase. Ne? Če nam bi bilo pri Prešernu premalo, gremo k Slomšku, njegovemu prijatelju in sodobniku, ki je napisal En hribček bom kupil. Ne? Tam je program. Jaz sem mislil, da je to en Dolenc spisal to pesem, pa en Štajerc. Moreč ne zameriti. In on pravi, En hribček bom kupil. Ne? To je ideja podjetnosti. Ne? Bom trte sadil, je organsko kmetovanje seveda. Prijatelje povabil, druženje, kompanija in tako naprej. Še sam ga bo pil, nujna doza egoizma. Imamo vse pri teh 2, kar rabimo. Hvala lepa. In ljudje se javljajo, ne pravijo, kje se lahko vpišem, pa tako nič se ne bomo vpisovali. Kdor Prešerna zares jemlje, kdor zares jemlje vse kitice Zdravljice, ima dovolj navodil, kaj treba delati. Ne? Spravim, bodi nosilec 2 deci, ne samo, organiziraj, povabi ljudi, naredite domoljubno prireditev, evo, v Dobrem Polju je že zmenjeno, bo marca tam, bodo domači pevci, domači igralci in tako naprej, bomo imeli en lep domoljubni večer, šli bomo skupaj k Prešernu, šli bomo k Cankarju, šli bomo k Slomšku, v Baldu Vrabcu in tako naprej. To bo, rekel, kulturno podjetje, ki ga zanima slovenski skupaj. Ker take polarizacije, kot je imamo zdaj, še ni bilo. Če želi pa kdo z tega stranko narediti, zaradi mene, ne bom prodajal ideje, ampak še to, ker nismo nič prišli v današnje čase, bi rekel, glejte, zdaj bomo imeli kmalu več strank, kot bo procentov.
In se bojim, da bo ta fragmentacija vrgla stran, tako kot pri evropskih volitvah, lepo število procentov, lepo število glasov, in to, kar odpade, se v proporcu razdeli med tiste, ki so kaj dosegli. In upam, da bomo, ali da bodo takvani voditelji prišli k pamet, pa da bodo združili sile v duhu, kot smo to nekoč 6 strank naredili v Demosu, z jasnim ciljem, da bomo našli pot do tega, kar bi dišalo po drugi republiki, rečejo eni, ampak kar bi Sloveniji dalo neko podlago za rast, ker zdajle, jaz pravim, pa ne pretiravam, da gremo navzdol in nazaj, dvakrat v napačni smeri. In jaz boljšega navdiha, kot so vrednote osamosvojitve ali duh, v katerem je Demos vsaj to naredil, kar je, rekel, da je to najboljše, s čimer gremo lahko naprej. In jaz sem za katedralo včeraj napisal, majčkeno sem povzel situacijo. Glejte, med drugo svetovno vojno so se naši predniki udarili, rekel, in so bili drug proti drugemu. V času osamosvojitve smo bili vsaj nekaj časa drug z drugim. Zdajle pa mislim, da živimo drug mimo drugega. Glejte, druge strani čisto ne zanima, kaj se dogaja na tej strani. Jih ne zanima, kaj nas boli, jih ne zanima, kaj predlagamo. To so oni, ki živijo, kakor živijo, tle so pa naši. Jaz pa trdim, da je osamosvojitev prinesla čas in občutje, v katerem smo bili vsaj nekaj časa vsi naši. In če se vsi ne počutimo doma, da smo naši, potem imamo seveda težave. Jaz imam rad različnost. Različnost je nekaj najbolj normalnega in pozdrava vrednega. Ne maram pa polarizacije, zlasti ne polarizacije, ki se hrani z lažjo. Tako da jaz upam, da bo tudi naše združenje vrednote osamosvojitve prispevalo k temu, da se bomo bolj zavedali, kaj pomeni dosežek osamosvojitve in kaj bi bilo treba za kvaliteto naše medsebojnosti še narediti. In bom zaključil s tem, da pojmo na 2 deci. Še enkrat hvala za današnjo udeležbo, za ta čudovit pogovor. Pa gremo res na 2 deci. Ampak nekaj bi pa še glede na dogodke zdaj aktualne. V četrtek 20.2. se začne na upravnih enotah zbirati podpise za zakonodajni referendum o teh privilegiranih pokojninah, ki smo prej govorili. Pa tamle bi dal še besedo Zoranu, če bo povedal, ko organizira še avtobus za protest. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu iz slovenskega parlamenta. Jaz lahko samo potrdim navedbe gospoda Peterleta, to, da ena stran druge ne sliši, to je rado že čisto običaj. Kar mi v opoziciji govorimo, je tako označeno kot sovražni govor, pa ne delamo nič sovražnega. Ko pa enkrat tam sediš, ko vidiš, s kakšno mržnjo te ljudje gledajo, je včasih tudi težko tam sedeti. Pa sam praktična informacija v sredo, ko je ta velik protest v Ljubljani, organiziramo v našem odboru tudi avtobus, šel bo izpred Tuša v Benih, tako da se lahko prijavite pri naši podpredsednici Latki Forlat. 20 do 1 gre pa iz Ravt. Avtobus bo ta velik, mislim, da je 55 sedežni, tako da kdor je zainteresiran, lepo vabljen. Samo prispevek za vožnjo je 5 evrov,
tako da mislim, da ni preveč obremenjujoče in se vidimo tam. Tako kot je pa že Jože rekel, se v četrtek začne tudi zbiranje podpisov proti tem privilegiranim pokojninam. Tudi borčovske pokojnine, kot je bilo danes že povedano, se še danes dedujejo in je danes borcev več, kot jih je leta 1945 iz gozdov prišlo. Jaz se spomnim tistega nazaj, kakšne odločbe smo v času naše prve vlade odkrivali, kako so se stanovanjske pravice tudi dedovale. Naprimer, še vnuki od Zdenke Kidrič imajo odločbe za prebivanje v državnih stanovanjih in temu je pač treba reči odločno ne. Enkrat je treba izkoriščanje naših davkoplačevalcev ustaviti, na drugi strani pa, kakor je bilo danes tudi že povedano, pa ne znamo poskrbeti za tiste, ki so se borili v vojni za samostojno Slovenijo. Tako da to je žalostno. Upam, da se vsi v četrtek vidimo oziroma se zbiranje traja do 26. marca. Jaz ne dvomim v to, da ne bomo zbrali 40.000 podpisov, ki so nam potrebni za razpis referenduma in da bomo potem tudi ta referendum z veliko večino zmagali. Glede na to, da so se začeli ljudje sami javljati za delanje na stojnici, kar se je zgodilo tudi prvič, odkar organiziramo referendume, sem zelo, zelo pozitivno presenečen in zelo optimističen tudi za volitve naslednje leto. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa na 2 deci.